Spoštovana gospa ministrica, dr. Simona Kustec, dragi kolegi in kolegice. Lepo pozdravljeni na letnem posvetu o izobraževanju odraslih, ki ga v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport tudi letos organizira Andragoški center Slovenije. Ker smo sredi epidemije in boja s koronavirusom, smo seveda upoštevali vsa priporočila in navodila pristojnih ministrstev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter organizirali letni posvet na daljavo preko spletne aplikacije Zoom. Seveda ima takšna oblika organizacije tako pozitivne kot tudi manj pozitivne strani. Vsekakor je zelo dobrodošlo to, da so se nam lahko pridružili kolegice in kolegi, ki se posveta sicer ne bi uspeli udeležiti osebno v klasični obliki. Žal pa virtualni dogodek ne omogoča osebnega druženja, neformalnih pogovorov in razprav. Na to bomo morali še kar nekaj časa počakati. Prepričan sem, da smo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravili strokovno kakovosten in aktualen program, ki bo pritegnil slehernega udeleženca. Tu mislimo predvsem na aktualno strokovno tematiko, nova vedenja, podatke in informacije. Kljub omejenim možnostim in novim komunikacijskim potem pričakujem tudi plodno razpravo. Skupaj s strokovnjaki na ministrstvu smo pripravili dvodnevni program plenarnih predavanj in predstavitev, izmenjav stališč, pogledov in mnenj o ključnih sistemskih, razvojnih in strokovnih področjih, ki vas kot strokovno javnost in izvajalce na področju izobraževanja odraslih še posebej zanimajo. Tu mislim predvsem na premisleke o tem, kako zagotoviti vključenost odraslih v kakovostno vseživljenjsko učenje in izobraževanje, pri tem pa vzpostaviti ustrezne pogoje in podporne dejavnosti tako v času boja s koronavirusom, kot tudi po njem. Kajti nikoli več ne bo tako, kot je bilo prej. Tega se zavedamo tako strokovnjaki, kot oblikovalci politik. Smo v prelomnem obdobju, ki pred nas postavlja velike izzive, na sistemskem področju zaključujemo obdobje veljavnega nacionalnega programa izobraževanja odraslih in smo pred javno obravnavo in sprejemanjem novega nacionalnega programa za obdobje 2021-2030. Intenzivno pripravljamo strokovne in sistemske podlage za novo perspektivo evropske kohezijske politike in v njej za nas ključne področja Evropski socialni sklad in program Erasmus. Če bomo kakovostno in strateško dobro načrtovali aktivnosti in projekte, nam bosta ta dva inštrumenta pomembno pomagala pri razvoju izobraževanja odraslih v naslednjih 5 do 10 letih. Tretji veliki strokovni in sistemski izziv, ki nas čaka, pa je udejanjanje javne službe in javne mreže na področju izobraževanja odraslih. V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih, ki ga je sprejel Državni zbor v začetku leta 2018. Pričakujem, da bo tudi letošnji posvet aktualen, zanimiv, da se bo razvila bogata razprava in boste vsi ostali z nami oba dneva. Vsem nam želim prijeten in uspešen dan.